Pa plus, dejansko res za čisto vsako stvar obstaja fetiš. Ja, kaj ne? Ko polka enkrat veš, da je za čisto vsako stvar, ko nekaj slišiš, ti je tako, ja, logično, da je to, ker je pač vse Ja. fetiš. Ja. Ja, ne vem, pač jaz ne bi hodila, da ima moj partner fetiš na moje prce. Staviš, da imaš ful velik nos in imaš partnerja, ki ga to ful privlači in on sam tvoj nos pogleda in je že tako trd. Ko sem spoznal tega borovca, veja mi na široko, smola je povzela po anusu. Sorry, oprosti, joj, tule pa je neprimerno. Nič kink ne šejmam. Nič kink ne šejmam. Men so oni pač ko ena žival, ne? Ko da bi z Mavijan hotel seksati, moj fan, če bi s tistim medvedom hotel. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta, lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kot ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Ok. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se pri Pitchpop odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Šti začela? Ja. Ja. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer bomo govorili o seksu, seks igračkah in o najbolj nenavadnih fetiših danes. Tako da, če veš, kaj je lunar fetiš, pa podobni. No, boš videl, če veš. Zdaj bomo tako, se bomo šli, bom jaz kar povedala. Šli se bomo tako, da bom jaz stari prebrala imena različnih fetišov, pač poimenovanja, in pa bomo mogla ona uganati, zakaj se gre. In pa bom jaz povedala, če je res. Potem sem pa še najdla na vseh teh raznih blogih, cel internet sem okrog obrnila, da sem najdla za vsak fetiš še dejanske izpovedi ljudi, da si predstavljamo, zakaj se gre. Ker jaz, iskreno, ker sem samo prebrala pač ime fetiša, pa zakaj se gre, mi tako ni bilo glih jasno, kako se potem to dejansko v praksi uporablja. In pa, ker sem malo prebrala te dejanske izpovedi in primere, sem razumela kar tako, ok, make sense. Yeah. Kar, ne vem, bolj jih razumem. Tako da upam, da boste tudi vi na koncu malo bolj razumeli različne fetiše in zakaj pač bi ljudje, ne vem, hoteli seksati z drevesom. Recimo. Tako da zdaj moraš, preden začnemo ugibati, lajkati to epizodo v komentar, moraš pa napisati najbolj nenavaden fetiš, ki ga zdaj poznaš. Do zdaj. Ok? Ja. Ne rabiš imena, če ga ne veš, sam napiš, zakaj se gre. To je pa dobra igrca, všeč mi je. Ja. Sam, ko ima ljudje že na vse fetiše, pa lahko napišeš na pajke, na preproge. To je tudi najbrž resnica. No, napišite svoje najbolj nenavadne fetiše. Ki je slišali, videli, imate mogoče vi, zanima nas. Nas bomo govorili v glavnem o fetiših. Ja. Kje se gledamo? Gledamo se na YouTubeu vsako nedeljko ob 8, na premieri, četamo, lahko nas prideš pogledat, ali pa na Arena TV ob ponedeljkih in ob četrtkih ob 23. Pa še, tako bom rekla, kjer legenda vsi, ki lajkate video na YouTubeu, še preden je pač sploh objavljen. Koliko lajkov pa imamo, preden je objavljen? Zadnje je bilo 10. Ja, veš zakaj? Zato, ker sem jaz šla na vse profile, ki jih imam v lasti in sem polajkala iz čisto vsega. In koliko jih imaš? Nimaš jih 10. Ne, 6. 6? Ja, velik. Pa so samo 4 bili od dejanskih drugih ljudi. Ja, sem drugi že lajka, da ne bo sam Sara. Moraš biti svoj največji support, ne? To je pa res. Ja. Ok. Vsem 4, ki ste lajkali, love you in Sara tudi tebi. En disclaimer, preden začnemo. Če te vsebino spolnosti ne zanimajo, pa si primerno ne poslušaj tega podcasta. Kaj imamo še? Če naj hočeš pa dodatno podpreti, imamo pa še un link Go Buy Me a Coffee.
nama častiš kavico in s tem v bistvu pomagaš podpirati ta podcast, da še naprej obstaja in ga snemamo. Ja. Pa še nekaj bom povedala, čeprav mislim, da nimava danes te reklame noter. Reklame. Jaz sem končno naštudirala, kako se uporablja menstrualni disk. Okay. Takrat, to že nekaj časa nazaj sem probala prvič in meni je malo puščal. Meni je bilo dobro za med seksom, mi je bil perfekten. V glavnem, še to moram povedati. Jaz sem v glavnem trenutno menstruacijo in umiram in edina dobra stvar te menstruacije je, da sem končno naštudirala menstrualni disk. Okay. In to imam jaz že kar nekaj časa. Sam, da jaz sem ga uporabljala pretežno za uporabo med seksom, ker ga nisem znala tako naštimati noter, da mi ne bi puščal, če sem ga imela čez dan. In zdaj sem ugotovila, kaj je bilo narobe. Nisem imela prave velikosti. Okay. In zdaj sem dobila večjo velikost in mi je perfektno. In ga imam že od prvega dneva, danes je 3. dan in niti enkrat mi ni spustila. Ful mi je heco to, ko greš lulat. Ko greš lulat, se ti malo te mišice sprostijo in dejansko pač se malo sprazne disk. Ja, sej tu, ampak mene je bilo tega strah drugače. Mene je bilo tudi, zaradi tega, ker z prejšnjemu se mi je isto to naredil in sem bila tako, what? Ja. Ampak zdaj s tem sploh ni noben problem, ker se pol nazaj zasidra pač za to kost in ostane na mestu in je tam. In Okay. pač isto mi je, ko sem imela šalčko, pač ne mot me, ne čutim ga, to je to. Tako da Okay. za vse tiste, ki ne marate, ki ne bi imeli radi teh vložkov pa tamponov, pa ki vam pri menstrualni šalčki vam tisti vakum se naredi disk. Disk je the answer. Top. Ja, Ful amer. crazy. Sem vesela. Tako da, ona me je skozi zgodila, da verjetno rabim manjšega, ampak jaz sem že imela manjšega. Tako da, I needed a bigger one. Tako da, to sem samo hotela povedati, ker sem ful vesela. Zakon. To je to. Ok, zdaj pa. Gremo najprej na intimni kotiček. Jaz moram povedati seks igračko, ker sem jo pozabila tam, ne? Okay. Shit. Kaj, če me Kaj jaz to prva povedati? Ja, lahko. Povedati. Tam. Smo? Ja, ok. Ok, intimni kotiček. Jaz imam danes najboljše kroglice ever. Cici Beauty se imenujejo in pazi to. Le koliko enih lastnosti imajo te, ok? Tako. Na daljinca so. To ne vem, če sem že videla. Ja. No, in fora je, da pač kroglice se uporabljajo za treniranje med... Mišic medeničnega dna. Ja, tako je. Ja, tako. In ponovadi ali kupaš vibracijske, ali kupaš pa une navadne. Ne? In te vibracijske ponovadi niso glih take, kot vibracijski jajček, da zares ful dobro vibrira, ne? Ampak jaz sem tako, da pač ti čutiš, ko stiskaš. Ne? No tle, tu je pa set 3, vse so različno velike in različno težke. Okay? In še različne, ker pač najprej imaš to, ko je samo ena. Noter je še taka kovinska kroglica, da jo čutiš. Okay? Mi daš ga? Pol imaš tole navadno, ki sta 2. Se pravi, tam ima tudi kovinske kroglice. Kjer noro mehak silikon. No, in te ne vibrirajo. Pol imaš pa še kukar kao najtežjo in največjo, ki pa vibrira. Ta set stane tako 44 €, mislim, da. In meni je fascinantno. In pa imaš pa še to, ki pa vibrira in jo na daljinčka upravljaš. Hkrati je pa ta zadnja tega najtežja verzija. Ja, ampak ta je drugač največja tudi, kar pomeni, da je za začetek. Ja, sej tu, zdaj sem tu pomislila. Ne? Po mojem niso tako težje razlike, da bi šlo po težje. Ne? Ja, ker drugač pri teh kroglicah začneš vedno z največjimi, ki je najlažje z večjimi delati in pa končaš z manjšimi. Ja, zakaj pa dajo pol tako razlike v teži? Ne vem. Ok, no in pol, ne, dobiš še lubrikant. Ok. Baterijo za daljinček, kar je kar posebno, če mene vprašaš, ker včasih moraš te baterije sam polit kupiti, ne, in je grozno. In pol, najbolj čudna stvar, mislim čudna, presenetilo me je, ker unboxing sem zdaj naredila. Pač dobiš neko tako kao vrečko za shranjevanje, ampak ni iz blaga, ampak je tako taka. Ni to tako fani. Ker kako, zakaj bi hotel tle noc tudi? Tako, ne vem, pa daš to vse tle noc. To je pa najbolj hecna vrečka za shranjevanje, kar sem jih videla. Lejo. Piši gor high quality. No, tako da meni se zdi to ful dobra, tako cenovno ugodna izbira. Če hočeš kroglice,
Ne? Različne. Če hočeš vibracijske kroglice, pa res so različne v velikosti, tako če pogledaš, kaj niso. In kako so te vibracije dejansko? Dobre, močne, ampak mislim, da je pravna baterija. Čakaj. Ja. Dobre, dobre, nasplošno me je presenetil ta cel set. Ker nisem mislila, da tukaj enega value bi bilo not. To si dobro najdla. Ja, thanks. Tako da, pičpa.si, cici, beauty se imenujejo. In koda med nama 10. Wow. Pa še ful je tako konkretno, pa leko je tu mehna ta, ne? In jaz tako ne predstavljaš si, da bo glih tu vse tle not. Ja, res drugače. Ja. Ful dober. Ok. Thanks. Jaz imam pa tegale. Oh my god, veselim se tega reviewa. Sara. Kaj? Na baterije je. A to si vedela? Ne. Pa to je Rocksoft, to je firma, ki je tako kao mal boljša firma. Ja. In ne bi pričakovala, da bo taka igračka na baterije. Ja, in zakaj je tu zdaj inherently narobe, če je na baterije? Meni se zdi to kar neki. Zakaj bi bil na baterije? Pa moraš pa baterije menjati. Baterije kupati. Ampak daj funkcijo ocen, pač pa izkušnjo. Tako pozabi, da je na baterije. Ali manj vibrira zaradi tega, ker je na baterije? Ne vem, niso neke full zdaj. Pa ne, dobro, ok, vibracije so kar ok. Ampak ja, no, pa pozabi, zdaj imamo na to. Ne moram, kaj na baterije. In pol niti to. Ok, drugače silikonsko. Silikonsko je Nikoli ne bi rekla, nisem tega za nalaž naročila. Ne, se vem. Ne bi, ne vem, ali je vodoodporen ali ni. Sam meni se zdi, da ni. In pol si ga ne upam celega, pač tega dela si ne upam dati pod vodo. Pol, ne? Okay. Ker se mi zdi, da bo šlo tle v baterije. Ok, plus, dobiš baterije zraven. Okay. Pa noter je tak papirček, da ga daš ven, zaradi tega, da baterije se ne spraznejo že med tem, ko so pač noter. Ker so že pač prav noter naštimane. Ker to sem bila tako, ko sem ga dobila, sem bila tako, a zdaj mogo še baterije najdati pač nekje. Jaz drugače, ok, jaz imam srečo za te, ker jaz čarabam baterije, jaz grem samo spodaj štuk, dol k mami pa hatiju. In ona doma ima baterij, pač, kakor hočeš. Jaz sem prav zdaj razmišljala, ker se to ona dva preselila, pač mi imamo tako, da boste ona dva šla zdaj na svoje, mislim, na svoje šla. Ona dva boste šla iz bajte, ki ste jo zgradila. In boste šla v drugam živeti, zato da bomo mi zdaj tam živeli otroci. Ok. In pa kao ona narota več tam, kam bom jaz hodila po baterije. Je bo mislim, ta jih pustila, ne? Mislim, blizu, ampak kaj boste jih pustila. Pa tudi tako, pač, koliko je njih convenient stvari bo šlo. Ne vem, zdaj sem delala banan in kruh in mi je bilo maslo, mi je šlo za noč in sem šla dol po maslo, problem rešen. Pač. Zdaj no več teh luxuryjev vzamem nazaj k tej igrački. Vibrira ta, to se pravi, ok, to je taka igračka, na katero se pač usedeš in se potem lahko ob njo drgneš in vibrira cel ta pač del. Dva vibratorčka sta, en je v tem, ki se na klitoris naslon, en je pa ta, ki se naslon na vhod v nožnico, ne? Ali pa pač odvisno, kako se pač nastaviš. To je tak grinding toy. Ja, sej. Perfektno za vse tiste, ki recimo uporabljate pošter, zato da se pač drgnete, ali pa ne vem, kakšen kos pohištva. To nikoli ni bil moj jam. Jaz tega nisem nikoli počela. Ne vem, nisem nikoli tega vsak ima neke svoje forice, ta moja fora ni bila nikoli. In meni je to tako. Ta igračka ni za mene narejena, že pri baterijah me je izgubila, ampak pustimo to. To, da jo moraš nekam dati, pa se gor usest. Kam jo pa moraš dati, recimo? Jaz si tu predstavljam, da bi lahko samo normalno na stolu sedela in da bi tu imela. Ali moraš dati noge na pošter? Jaz sem pač dala na pošter in pa sem se tako gor pač kao stredlala. Jaz sem si pa predstavljala, da je to tako, kad delaš, da sediš lahko na tem. Zakaj se jaz nisem spomnila, da bi pač dala? Pa se ne vem, če je resnica, veš. Jaz sem tako probala gor usest, da vidim, če je. Ja, pa lahko bi jo. Vidiš, jo, da mora biti pa še en review. Tu sem imela jaz v misli. In ful sem bila ljubosumna, ko sem ti dala to igračko, ko sem bila tako, kako bi bila lahko moja služba zdaj bolj zanimiva z njo. O moj bog. No, dej zdaj še tu moraš. V naslednji epizodi bomo naredili update te igračke, ker veš, jaz sem bila tako, to je logično. Jaz imam še zmer te omejitve očitno, ker sem tako postelja. Best place ever. Ja, ampak veš kaj, ker ko ti z namenom masturbacije masturbiraš, hočeš, da ti pride, ne? In je tu cilj. Tlej pa zdaj en drug cilj, ne? Da je malo manj bedno delati. Sam tu je cilj. Pa cilj je pač videti, kako dolgo lahko zdržiš s tem, pa kako se počutiš med tem, če delaš. Tako, razumeš? Si hočeš samo delo malo izboljšati. To sem ti drugače. Joj,
Ti nekaj povem, eno zgodbico. Ja. Zdaj v petek sem imela ta ženski krog, ne? Ja. In jaz, drugač, to je bilo preden me je PMS zadev. To je bilo tako, Jaz sem bila tako velike energije. Pač prejšnji teden sem bila jaz on fire. Jaz sem toliko stvari zrihtala. Videla sem ta ženski krog, ful je bilo dober. Preden sem šla, sem si naredila mešanico energy drinka in passion potiona, ker sem tako dvojno energijo jaz imela. Jaz sem prišla domov nič utrujena. Ker jaz sem ponovadi tako po teh stvareh, tako intenzivno je. Pač 3 ure si tam, govoriš z ljudmi, ful dobro, ampak ful energije ti gre. Jaz sem prišla domov, sem imela še toliko energije, Jan je prišel k meni in jaz sem tako, jaz ne morem, jaz ne vem, če sem zdaj lahko zaspala. In sva pol seksala, da bi šla spat. Pa jaz ne vem, je bilo to zdaj od tega vsega, ampak it was so great. Tako je bilo dober, res. In pač jaz res, na mene te stvari toliko vplivajo. Nisto, pol sem zadnjič sem na čokolado še jela, ker sem jo imela. Ker nisem imela nič drugega nisem imela. Pojedla sem 2 koščka. Kako si zdaj tako en odvisnik? Nič nisem imela drugega in sem kar ura čokolado. Če sem bila tako rabim nekaj čokoladnega in sem imela sam čokolado z dodatki. In sem pol ti sedla in jaz sem cel teden sem se spravljala, da bi pač šla te mali igračke sprobavati po tisti čokoladi. Jaz sem kratko, jaz rabim zdaj v tem trenutku. V tem trenutku rabim. V glavnem, na mene te stvari čisto preveč vplivajo. Na mene pa ne preveč, ampak ker meni ni to preveč, mi je pa ful dober in zabavno. Ker vsak dan tu pijem in pol prav čutim tako tako zanimanje čutim. Zanimanje do seksa. Kar je ful dober. No, jaz pa več kot samo zanimanje. Prav. In pol bo tako dober. In pol potem passion potionu, pač jaz prej ne bi mogla zaspati. Pol, ker je bilo vse zrihtano, kot angelček, v trenutku. Še nekaj posla sem preoblekla. In je bilo tako, še malo svežo postelino. In pol si šla še pod tuš? Ne, sem šla že prej. Prišla sem domov, sem šla pod tuš. Mi je pol še Jan pomagal postelino preveč, ker jaz pa ta velik kouter imam 220x240 tako. Šokirana sem. In ga ne morem sama. Zakaj? Zato, ker... Zato sem šla prej pod tuš. Ja, prej, ampak pol pa ne. Pa, to me pol... Meni v Švic pol, ko ga zašvicaš med seksom, je mi čist, meni to ni problem. Ampak ker nisi tako cela slinasta. Pa ni bilo spet, ni več poletja, ni več tako vroče. Pa ne, ampak tako sline. Nimaš sline na sebi, pa sperme pa vsega. Pa, to pobližeš z leženim robčkom ali pa je to. In tu te ne moti potem na koži, ker se sperma posuši in te tako zateguje. Ne, ker pač ležina robčak, ti pač pobrišeš tisto spermo dol. Čist. Se res, pač, če ne bi imela vloženega robčka ali pa vse neke mokre krpe, bi me zategovala, ampak tako pa ne. Ne, jaz ne moram slinasto iti spat. Res? Res, jaz moram iti tako vsaj do tle umiti navzdol. No, jaz, če sem se prej stuširala, pa sem... Jaz se pa prej ne stuširam, ker to mi pa ni tako glih najbolj pomembno. Ja, ampak glih obratno. Vidno ne bi mogla biti skupaj. Vidno so tako nekompatibilne. Nazaj te igračke. Glavno, danes me pa čist preveč zanaša. To zato, ker sem prej že ta passion potion popila in zdaj sam na to razmišljam. Skratka, bom jaz to še malo testirala, preden bom dala... Zdaj se mi zdi, da nisem domače naloge dobro naredila. Ja. Zdaj sem prav tako... Ne, meni se zdi, da ti ne pomisliš tako na iste stvari, kot jaz pomislim. Ni to zanimivo, glih zadnjič sem ti isto nekaj povedala, ne vem, kaj je že bilo. Se mi zdi, da čist na drugačen način tako pomisliš, kako se bi uporabljala to igračka. Pa se mogo, najbolj še oboje pravilno. Ja, mislila sem, da je logično, da daš tu na stol, pa da se gor usedeš. Ok. Prav, no. Bom zdaj še to sprobala. Ok. Pač se drugače, vibracije so cool, zanimivo, res, pač bom jaz to še malo raziskala. Zdaj enkrat ti pa ni všeč kaj na baterije. Jaz sem res bias, pač jaz sem res tako preveč bužib za brez veze. Glavnem. Ne vem pa, so take baterije, ki se jih da, a veš, da jih ponovno uporabljaš, da jih še nekrat nafilaš. A je tudi tebe mod sustainability? Ja, mislim pa tudi, kaj boš dajal vsakič nove baterije. Najbolj, da si kupaš igračko in pa boš še nove baterije tam kupoval. Če daš lahko vklopiš in to je to. Ja, ok, razumem. Meni se to zdi potrata denarja. In tudi sustainability pač iščejo. A se prav večinoma tu, ampak z igračko je pa vse v redu. Ja, z igračko je vse v redu. Ok, ja. To dobro je za te, ki ima tle kaj za klitoris, ima tako še malo strukture.
to je kar Ja. fajn. To je Pač dobro. mene ful zanima, no, ta igračka. Tako da, A bi rada sprobala? ja, potem, ko jo ti, A še enkrat. ja, moraš zdaj dokončati to res svojo je, nalogo, res je. ali? Ja. Okay. Okay. Joj, po mojem živimo drugače njihovo fantazijo. Zato, ker si tle menjamo igračke in ena prek druge uporabljamo in oni bi prodali dušo, da bi lahko neki za nama eni uporabljali. Veš, kaj mislim? Ja, če pa resnica to. Ne vem, a je. Ja, eni moški zagotovo. Ja, Okay. No, naprej. Skratka. Polodovite na Pitch Popu s kodom Metnava 10 za 10% popusta. ja. Oceno bom pa dala še naslednjič. Zdaj bom jaz očitno, moja nova rubrika bo to, da bom v intimnem kotičku več stvari predstavila, ki jih bom še za nazaj, kakšne ali pa kakšne, ki jih je že stara. Tako da, stay tuned. Ti ne? mogla en mesec testirati igračko, pa pol predstaviti. Tako, da bi bila 4-krat predstavljena in pa bi se to stopnjevalo. Vse drugače, veš, kaj je drugače največji problem? To mi je zdaj težko priznati, ampak, a veš, jaz sem ful človek, ki 100krat pove, da je treba eno igračko večkrat sprobati, da ni daš končno odločitev, ampak meni zmanjka libida za vse testirati večkrat, do takrat, ko pač je podcast za snemati. Ja. Ker se jaz bom to zdaj še večkrat sprobala, sam pismo, včasih je deadline, ko moramo snemati in jaz nisem uspela vsega tolikrat testirati, kot bi hotela. In to je bolj problem. Čuden deadline ever. Grozno. Deadline imaš, da moraš testirati to igračko nujno. Ne, ma tu za 7-krat testirati je tako, veš, ko si greš eno kupiti v trgovino, ne, in pol, da takoj ne rečeš, da je slaba, jo testiraš večkrat, ne. Mi dve pa tukaj teh igrač testirava, da Pa ne še vse. Zaradi tega, ker mi dve tle ljudem govoriva, kaj je dobro, pa kaj ne. In jaz pol na podlagi enega testa, kjer je nisem niti na 100 dala, pač hočem reči, kaj je dobro, pa kaj ne. Ker se kakšne, da me noto robe razumeli, ene testiram itak večkrat. Sam zato le mi pa res ni ratal. Pač, ne, bomo. Okay. Bomo še, okej? Okay. Ja, joj. Prav. Kakšne so itak že takoj v prvo? Kakšne so pa že takoj v prvo bomba? Sam tako. Ja, no, si to. A veš, ko včasih, to je še tudi problem, ne, ko včasih pač grem jaz sam za tega, ko pač moram, Ja, da se mi malo ne da. In tako tega, David, do it. Ja, Se ja. pa mi je dobro, a ne? Včasih se moram malo prisilati. In pol je tudi to malo na to vpliva, a ne? Ker če grem jaz takrat, ko sem najbolj horni, pa najbolj napaljena, pa sem glih, ne vem, pojedla 2 koščka čokolade, je different. Sem kaj, če sem ti pa jaz sem dala igračke, ki ti niso zanimive zdaj. Zato, ker jaz po drugi strani se pa nisem rabila nič prisiliti. Jaz sem se hotela celo uno vrečo sprobati in pol sem še tvoje sprobala. Une, ki sem jih mislila tebi dati pač. Tako da, ne vem, ali je to zato, ker sem tebi dala, ker saj mi je te, ki te ne saj so mi zanimajo. zanimive. Ni to problem. Samo malo je to res odvisno. Pač, vse, kako sem rekla, pač zdaj je trenutno. Ja, pa vse, kar je služba, je kdaj naporno, ne? Če moraš masturbirati za službo, je kar težko. Preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila še sponzorju današnje epizode, Moonloom. Moonloom je menstrualni disk. To je neka taka alternativa menstrualnim skodelcam. Je narejen iz silikona, je za večkratno uporabo. Sara nam bo pa zdaj povedala, kako se to uporablja. Kako se uporablja, za razliko od menstrualne skodelice, ki deluje na vakum, jo daš noter, pa ti repak malo ven štrli, vse je mečkan neudobno. Se ta menstrualni disk uporablja tako, da ga daš vase položno, on pokrije zgornji del vaginalne stene, zakrije tudi maternični vrat, se pravi ujame kri in cel je noter, da te nič ne moti. Kaj pa še najboljš pri tem, je pa to, da z njim lahko seksaš. Ker gre potem penis sam takole noter zraven. Kakšna je bila tvoja izkušnja, ko si seksala z njim? Mene je to ful presenetilo, ker sem mislila, da se bo med seksom to premikal in da bo začel pol puščati. Ampak ni. Dejansko, kot si pokazala, gre penis tako lepo noter, tale spodnji del je pa tak mehak in je ostal na mestu, nobena nič ni šla kričes. Jaz sem Jana vprašala, kako je bilo njemu in je rekel pač, da mal se čut, ampak ni nič moteče, da je čisto v redu. Jaz sploh nisem načutila, kot da nimam nič noter, malo več lubrikantov uporabljam za to, da res lepo drsi. In to je to. Bolj boljša alternativa, kot recimo, zih ste že kdaj videli, da piše v kakšnih člankih, kako porno zvezde, kadar imajo menstruacijo, uporabijo te gobice za nanašanje make-upa. Tisti je ful slabo, ker ima veliko njih kemikalij in to noter vase dajati ni najboljš, to je pa silikonsko, antibakterijsko, antimikrobsko in je veliko bolj varno za uporabo, oziroma je varno za uporabo. Tako da jaz zelo priporočam to za med seksom še posebej. Drugač, koliko res grozno, ker se ti tako uničijo stvari, ki so ti tako res dobre in poratajo služba in ti
Jaj, ne, se tudi ni zaskozi, to imaš zdaj sem tako obdobje. Ja, po mojem. Ja. Res. Ne, ja. Ok. Ok, se začenja najna igra. Ja, Ok. Sara. Zdaj bom povedala vam zaradi tega, da boste tudi vedeli. Ampak prej, ko smo prišli v studio, je bilo tle koliko? 5 moških še. In so sprašvali, kaj bo vas snemala, in so povedala, in potem sem jih za hec vprašala, pač, če vejo, kaj je to lunar fetiš, oziroma kdo so lunarji. Tako da zdaj Sara, pač, zato jo ne moramo vprašati, kaj je, ker zdaj že ve. Ampak za vse ostale pa ne ve. Pa tu se In napiše bom mogla- L-O-O-N-R. Ja. Aha, ok. Ja, zaradi tega, ker, no, probite uganati, vam dam trenutek, kaj bi 3, bilo. 2, 1. Napiši v komentar, če si uganil, zdaj bomo povedali, Sara, kaj je to. Fetiš na balone. Bolj specifično mislim, da je na pokanje pa na dotikanje balonov, ne pa na ta zvok balonov. Ja, eni jih radi pokajo, eni jih radi božajo, eni se radi usedejo na nje, eni imajo radi pecel na koncu, ko zavežeš. Različno imaš. Imaš pa potem še eno vrsto, ki mislim, da to spada pod lunar fetiš, ki so pa na te napihljive igrače za vodo. A je to del tega? Ja. To sem gledala enkrat, dokumentarc je bil na TLC-u o teh. Ja, zdaj mi ni bilo jasno, zakaj bi ti vedel to. Ker to je tako pogledala, kot da si strokovnjak v lunar fetiš. Ja, se je prej razlagal. Ja, sej. Tako da je. In sicer smo imeli tle eno sporočilo, ki ga bo zdaj Sara prebrala. In ja. Hej, rabim pomoč. Moj fant mi je po pol leta zveze priznal, da ima balon fetiš. Najprej sem mislila, da se heca, ampak resno. Najbolj ga vzburi, če skupaj napihujeva balone in jih potem pokava. Včasih hoče, da se usedem nanj in ga počim z ritjo. Priznam, prvič mi je bilo ful smešno, zdaj pa ne vem, a naj se mu smejim ali ga vzamem resno. A je to preveč čudno ali naj probam biti odprta? Je še kdo kdaj doživel kaj podobnega? In kaj bi naredila, če bi imela takega partnerja? Dal bi mu eno dobro kariero, recimo, da bi napihoval balone. Tako v službi. Bil bi kloven. Ja? Kaj pa, če ne bi hotel biti klovn, kaj pa, če ne bi bil people person, pa bi mu šli ljudje na živce, ker te se moraš ful z ljudmi ukvarjati. Pa bi pa mi dva skupaj doma pihala balone, se kaj ti pa odvzame? Počela bi ga tudi z ritjo, če me ne bi preveč bolelo to. Sej to bi bilo meni ful zabavno, ker sem tako malo otrok, pa se tam pač mečemo po balonih. Drugi so pa odgovorili. Moja bivša je imela podoben fetiš in najprej sem se počutil čudno, potem pa sem ugotovil, da je v bistvu zabavno. Če ni nič nevarnega, why not? Absolutno. Moj partner ima fetiš na plišaste igrače. Vedno jih vključuje v predigro. Priznam, včasih mi je malo awkward, ampak je vsaj iskren. No, lej, tu se zdi meni bolj nenavadno. To bi te motilo, če bi plišaste igrače uporabljal. Zakaj se ti zdi to bolj nenavadno? Kaj pa je razlika med plišastimi Zato, ker- igrači pa balona? Tu, ker jaz plišaste igrače bolj tako vidim kot ljudi. Pač ne tako zares, ampak veš, pač Ne. tako ne. Kva? Kaj? Kva? Ti si glihka rekla. Kot do take otročke nebogljene so te igračke. Ti nimaš doma svoje igrače, ki jih imaš tako malo ki so v bistvu tako malo oseba. Ne, Ne? več. Ja, ne, ko sem bila mehna, sem imela, zdaj pa ne. Nimaš doma nobenega pliškota, ki ga imaš v posli. Oh. Ne. Drugače včasih sem imela sem tako celo poslo sam pliškotov, No, ampak poratel unsustainable. meni so oni pač kot ena žival, ne? Kot da bi z Mavijan hotel seksati moj fan, če bi s tistim medvedom hotel. Tako mi je. Ti tudi to čutiš? Da je kar malo podoben človeku plišasta igračka. Zavežeš No, me, napišite v komentar, če tudi vi vidite pliškote kukar živali oziroma ljudi. In ne kukar nekaj, Jaz ki jih bo še ne. tle po silu. Pa sej, eni so pa kaj že, Big Mouth imajo pa unga, kaj spolštri seks. No, mogoče pa to avtizem star. Jaz enkrat sem šla geocaching, ne? Ali geocaching, tisto, ki iščeš zaklade, ne? Pa se podpišeš na listek in v enem kozarcu za vlaganje nekje v spot je bila ena mala miška plišasta. Sama je bila tam v kozarcu gor. Sama. In jaz sem jo domov znesla, še oblekico imela, črtasto, minka miška, mislim, da je bila. In jaz nisem mogla je tam pustiti. Tam je bila ona, in jaz sem jo mogla vzeti domov, sem ji smila. Oh. In
zdaj jo imam in je luškana. Plus, ko smo prodali avto prvi naš družinski, sem se ful jokala in sem ga ljubčkala in objemala in nisem hotela, da prodamo ta avto, ker je bil pač moj prijatelj. Tako da. No, let. No, en fetiš je tudi o tem. Čak, nekaj sem hotela reči. Kaj pa, če bi bile te napihljive živali, pač te za vodo? A to ti pa, kje ti je pa tle? To ti je problem? Ti tudi Ja, malo mi je problem, če ima oči, ja. Ma. A veš, ko imaš te delfine pa to? Ja, tu mi je malo tako čudno, ker ni dal konsenta pač ta delfin. No, lejte. Naprej? Ja. Imam lunar fetiš in najtežje je najti nekoga, ki to ne sodi. Če je partner odprt, je to največji turn-on. Baloni me ful ne motijo, ker pač nimajo oči. Ne, recimo. Kaj pa, če narediš? A jaz sem pa tudi nima. To se pravi, če je balon žival, dokler nima oči narisanih, je v redu. Naprimer kuža, veš, iz balonov narejen. Iz ta dolgih balonov. Ja, to ti ni problem. Ne, to mi ni problem. Kaj pa, če mu nekdo nariše oči gor? Predstavljaj si. Ne, to mi tudi še ni problem. Ok, dobro. Ja, če pa recimo si na samotnem otoku Kokorum Brodolomc film, pa si naredi, ker si naredil ono glavo tistega človečka, to pa je problem. Ne razumeš, veš, kaj je on bolj taka oseba? A una glava? Ja, una na otoku. Aha. Ni? Ja. Oseba. Ni. Bolj ampak. oseba, kukar talele. Ja. Pes iz balona. Razumem. Razumem, kaj misliš. Ja, no, dajte Sicer- prosim me braniti v komentarjih. Naj se ja vsaj eden človek, ki misli isto. Tako. Ok. Naslednji. Če ti ni ok, povej. Če si za, pa mogoče odkriješ nekaj novega o sebi. Ok. Veš kaj, meni se zdi ful dobro, da imaš ti razdelano, ki imaš ti meje. Ja, tako na najbolj čudnih stvareh imam ful razdelane meje. Na tako najbolj navadnih fabul. Lej, boljš to, kaj neč. Ja. Ja, jaz tudi, po moje, pač, če bi moj partner bil odprt, pa bi rekel, pa bi probala, to se mi ne zdi tako. Ja, pač bilo bi smešno, ampak pa zabavno. Ja, Baloni. pa veš kaj, pač konc koncev, mene je tak najbolj, pač mi ful veliko pomeni, da on uživa. Ja. In da, če jaz vidim, da on uživa, sem tako. Pa se ne bi noben vedel. To bi sam mi dva vedela. Če bi cela hiša pokala cel dan, une balone bi raznašali, bi vedeli. Kaj da bi vedeli, da se je res za to, da je fetiš? Ja, se je to pa res, ja. Pač dejansko, to pa Ne. res ni tako nek tak, mislim, Noben se tega ne bi spomnil. ja. Jaz, če bi slišala, da nekdo poka skozi balone, mi niti na kraj pameti ne bi padla, da je to zaradi tega fetiša. Res je. Še zdaj, ko to vem, če bi šla, ne vem, da bi se obrok preselila, pa bi nekdo skozi balone pokal, ne bi mi padala na Res je. pamet. Veš, kaj sem zdaj pomislila? Da tukaj imaš fetiš na tukaj počejo baloni, ne misliš, da je to zato, ker se vsakeč tako malo strašiš, pa je tak odziv telesni ful. Mogoče. To sem zdaj pomislila. Good point. Ja. Zdaj pa ne brat naprej. Ja, se nisem. Skrisi. Okay. Ok. Zdaj bom pa jaz probala po najboljših močeh izgovoriti te besede. Ja, potrud se, čim ker bolj drugače bom pravilno. mogla jaz Vse ugotoviti. sem jih vadila, drugač. Doma sem jih prebirala na glas. Sam ni šlo najboljš. Ok. Vorarefilija. Vorarefilija. Kaj je to? To se pravi vorarefilija. Ali pa vorare. Vorarefilija. Neki, ne vem. Vor. Na kaj te to spomnim? Vor. Vor. Ja. Vorarefilija. Ne vem, na neke žužke ali pa na roke. Ne. Kva pa? Mislim, roke. No, daj. Ne. A ti dam en namig. Ker sem jaz to brala, me je spomnil, a poznaš anime Attack on Titan? Ne. Ti Ja, poznaš? niti slučajno. Jo, no, ok, bom pa to pa povedala, ko povem, kaj je to. V glavnem, to je, da te vzburja fantazija, da te nekdo poje ali pa da ti nekoga poješ. Ok? Ja, vorarefilija. Vorarefilija. In pri Attack on Titan, pač to je anime, ki je pač točno za te ljudi narejen, po mojem. To sem jaz zdaj bolj razmišljala. Ker tam imaš gigantske pač titane, ki terorizirajo ljudi in jih jejo. Tako cele pač dajo v usta. In pa imajo še taka ful iznakažene obraze in usta imajo. In jaz sem to zdaj na TikToku, for some reason imam jaz pač Attack on Titan pač na For You page. Okay. Jaz nisem nikoli zares gledala tega. Začela sem, ampak nisem nadaljevala. Ne vem zakaj. In ja, in oni jih pač cele, ali jih grizajo, kapol pa tej vorarefiliji, je tako, ali te pač vzburja to, da te nekdo celega pogoltne, pa si pol tam noter, pa te ali te prebav, ali pač te celo pokakavan.
Lahko je pa pač, da te tako zgrize, da si tako zgrižen. In tam v tem Attack on Titan jih prav res ful grafično grize. Je pa kam tu veze z vor, ki si prej rekla? Če me nekaj mislim, spominja, da je to- na kaj bi me pa moglo spominjati? Je pač na ham. Ne? Je pa tu pač tudi v resničnosti bilo, veš, kaj sta se dva jedla. Ja, Veš to? vem. No. Okay. Povej, tiste, ki ne vejo. A ja, sem pozabila, da se razgledate. Ja, dva sta se zmenila na internetu, to je bila tako pereča tema, da bo zdaj en imel fetiš na to, da nekoga poje, en pa na to, da ga pojejo. Ne? In sta se zmenila in sta se unadva tam malo menda, da se bosta jedla, pa sta si hotela, da si bo to odrezala pa jedla. In celo mislim, da sta začela, ali ne vem, kaj je že pa bilo, ali je celo umrl ta človek. V glavnem polemika je bila, ali gre ta ljudožerec v zapor ali ne, ker je bil consent šel, ne. Mislim, da je šel v zapor. Vseeno. Čeprav, weird, ne? Ja, tle so ful, mislim. Mal je weird. Da kdo, ki to gleda, reče, tle sploh ni nič nobenih pač zabrisanih meja, čisto očitno je, da je nekaj narobe naredil, pa boš mu na drugi strani nekoga, ko rekel, itak, da je nič narobe naredil. Ja. Težko, pač. Ja. Ok, zdaj pa prebereš to. Za tole, ta je bila po mojem edina, ker nisem najla tako res nobene tako izpovedi na nobenem blogu, sem pa potem našla razlago. Ok. Ker vorarefiličnih fantazij ni mogoče uresničiti v resničnosti, ne da bi nekoga poškodovali ali ubili, se pogosto izražajo v zgodbah ali risbah ter v spolnem igranju vlog. Vore? Vor? Vor se najpogosteje. Kaj pa tu je vor? To je to, vorarefilija, vor. Zato se nekaj, če te vorke pač pomeni. Ne? Vor se najpogosteje uživa prek slik, zgodb, videoposnetkov in videoiger. Izraža se lahko preko ljudi, živali, zmajev, orjaških kač in drugih bitij, resničnih ali izmišljenih. Ena analiza študije primera je fantazijo povezala s spolnim mazohizmom in nakazala, da bi jo lahko motivirala želja po združitvi z močnejšim drugim ali trajnem pobegu pred osamljenostjo. Ja, sem kar make sense, ne? Ja, a ne? Ja. Meni tudi nimam kaj za dodati. Ja. Gremo Veš, naprej. če imaš fanta, ne pa hočeš, pa si tako se z njim stiskaš, pa hočeš iti še bolj not. Ja! Tako si predstavljam, da pa bi hotel, da te on kar poje, čeprav to je malo čudno. Jaz si bolj predstavljam, da mu tako odrežeš kožo in se not skriješ. Jaz se bolj predstavljam, da se sam tako spojim noter. Tako krčes. Aha. Okay. Naslednji. Jaz ne bom nobenega od teh vedela, veste, to je igra, ki je obsojena na propad zame. Enega boš 100%. Okay, Enega 100% vem, da boš z drugim, pa še kakšnega boš mogoče. No, ampak ja. Tale je težka. Formikofilija. Formikofilija. Ok? Formikofilija. Formikofilija. Ja. Formiko. Pač filija je nekaj verjetno, ki si obseden s tem, tu zdaj imamo Ja, že v filija je glavu, ne? posod na koncu skoraj. Ja, no, ampak formiko, tu je pa nekaj iz latinščine. Formiko. Ne vem, pa sem latinščino jaz se učila. Ne vem. Formiko. Tu zveni ko neki, ne vem, res, kar nekaj, če rečem, bom kar nekaj rekla. Ti veš? Za insekte, za mravlje, za ta rdeči unik, ki pečejo. Ali pa za mravlje, ki pečejo. Okay, ne vem, zdaj je res zamravljam, ampak ja, drugače, pač vzburjene, če ti po telesu hodijo žuželke. Aha. Tako da, Formikofilija. mogoče je dejansko polega izmravelj potem ta izraz prišel, je pa potem za ta filija pač nasplošno za žuželke. Bravo! Naš snemalec boljše zna latinsko kot Sara. Ja. A se ti tudi latinsko učil? Ja, ampak... Zdaj rekel, to je splošna razgledanost. Ja, Hudo! okay. Tukaj je pa opisana neka študija primera. Okay? Okay. To sem našla. Pa lahko kar prebereš. Ja. Pa 200 zgodbe drugače, 2 primera. Pa lahko oba lahko samega. V prvi opisani študiji primera je pacient pri 9 letih začel gojiti mravlje v omari svoje sobe kot hobi. Pri tej starosti je užival v žgečkajočem občutku mravelj, ki so se mu plazile po nogah in stegnih. Pri 13 ali 14 letih je svoji zbirki dodal še polže in ščurke, ter se z njimi vse bolj ukvarjal. Začel je masturbirati, medtem ko so mu mravlje plazile po nogah. Pri 28 letih je masturbiral večkrat na teden, medtem ko so mu ščurki plazili po stegnih in modih, polži pa po bradavicah in penisu.
Včasih je držal žabo ob penisu in užival v vibracijah, ko je poskušala pobegniti. Dantu so se ta dejanja gnusila Fantu. Fantu. Jaz sem mislila, da mu je Dante ime, pač čisto mi je bilo logično. Če sem zatipkala se mal. Čak, zdaj pa mi je šlo vse narobe. A preberem jaz. Zginilo je, vse je zginilo, nimamo več epizode. Pač ne, res, daj ti. Okay. Fantu so se ta dejanja gnusila, obenem pa ni užival v običajnih spolnih aktivnostih. Pri 10 letih je imel spolno razmerje z drugim fantom in bil pretepen, ko je njegov oče to odkril. Obstaja teorija, da se je parafilija razvila kot alternativni izhod potem, ko se je njegovo normalno spolno izražanje povezalo s travmo očetove kazni. Okay. Boš probala najti, če naprej? Pač boš pol. Zdaj se je že prikazalo, ampak nočem gledati, ker si mi rekel, da ne smem, zdaj sem pa pač me strah. Dobro. Okay. Drugač bi še ta drug primer preber, zato ker se mi zdi tak zanimiv. Ok, čak samo. Aha, ok. Drugi primer je bil opisan leta 2012. Pri 14 letih je pacient zagledal palčko sladoleda prekrito z mravljami in se spraševal, kako bi se počutil, če bi bil na mestu palčke njegov penis. Začel je pustiti, da so se mu po genitalijah plazile mravlje, zlasti ognjene mravlje, kar se mu je zdelo spolno vznemirljivo in se je nadaljevalo tudi v odrasli dobi. Pacient je bil socialno in intelektualno kompetenten. Okay. Je tudi tako, kot da bi pač pustil psu, da ti pleza po penisu. Mislim, ja pa ne, je to, pač je žival, zoofilija. ampak je zaradi tega, ker prebrala sem tudi en primer, kjer je imel nekdo to formikofilijo, pa ga je isto je čutil privlačnost do drugih živali. To zbrav ne samo do teh žužkov. Ampak pri temu specifično je pa pač ta vzburjenje ob žužki. Ok, se pravi, tako neka podvrsta, kukar. Ja, je pa tudi tako, ne treba vzeti v zakup, da te fetiši ponovadi ne obstajajo v neki izolaciji, da imaš pa zdaj samo ta en fetiš in nobenih drugih. Je čist, je bolj pogosto, da imaš pač več nekih fetišov, če se ti že nekaj tazga, kako bi temu rekla, malo bolj ekstremnega ali pa malo bolj nenavadnega razvije, verjetno ni to edina stvar. Ja, verjetno res, ja. Okay. Naslednji. Agalmatofilija. Agalmatofilija. Mislim, da to prav berem vsaj malo. To se pravi, imamo to polfilijo, to se pravi agalmato. Pojma nimam. Sorry, res, ne, to so mi pa tako besede iz vesolja. Agalmato, kukar da bi bil asfalt. A ti veš? Kako dobro, jaz sprašam, a pa veš, kaj je to? Jaz to imam. No, na kaj pa je? Ja, kukar je rekel, na lutke. Na lutke, kipe, une lutke, ki so v izložbah. To je imel... ne, ti imaš odprto našo epizodo tam nekje in bereš zdaj. Nima, ker je ni kako dobil. bi vedel te vse? Tu je tako... Jaz sem poslala samo teb. Wow, o moj bog, jaz pa nobenega ne vem. Mogoče ima še GPT tam odprt. Mogoče. Oh, shit, wow. Ok. Všeč mi je, odkar se ti snemal sled. Se pravi, na lutke iz izložbe. Pa lutke, kipe, tako. Pa veš, a je kdo gledal uno serijo The Umbrella Academy? Ker je un šel v prihodnost in potem je uno lutko zaljubil. On ima isto to. Ne vem. A si gledal ti? To je ena serija. Se pravi, recimo v kip bi se zaljubil v kip svobode. Ja, se to imaš. V kip od Kim Jong-una v Nordkoreji bi se tudi zaljubil, recimo. Ja. Ok, prav. Res imaš to? Malo, come on. Na kaj? Mislim, tako, ste kdaj kaj? Lutka privlačila kip? Lutka. Ampak je mogla biti ženska lutka. Kaj mogla? Dosti daš me. Ja, ne, tako me zanima, ali je bila lahko lutka od tabaluga. Od česa lutka? Od česa kip? Od prašička? Ne, a to je legalno. Kero? Ja, pač kip je, tako da. Od otroka kip? Ne, v Big Bangu je bil od Lara Croft. A je bil prav kip ali zrezak? Ne, dejansko je bil ultra na hard kip.
Tako, če ga imajo, jaz bi ga kupil, če je Big Bang. V Big Bangu je bil od Lara Croft kip, tako da te vedela. Se pravi, kaj bi bila sanska destinacija za nekoga, ki ima tak fetiš in tam, Madame Tussauds muzej. Shit, tam bi se ful bilo dobro. Sam res. Noro. Ok. Boš prebrala? Imamo zgodbo? Imamo. Živjo. Vem, da obstaja izraz za ljudi, ki ljubijo kipe, a se ne uporablja veliko. Zaljubljen sem v en kip in to že In to je tako že od zgodnega otroštva. On je zame zelo poseben in ne vem, kako razvozlati ta čustva. Pa še eden. Imam agalmatofilijo, kar pomeni, da me spolno privlačijo kipi, lutke, tudi tiste v trgovini. Verjamem tudi, da imajo lutke dušo in da mi pošiljajo sporočila v sanjah. Ok. Ja, kaj pa naj reče? Ja, potem, ko si rekel, da ti je problem pri njih plišastih živalih, ker te spominjajo preveč na ljudi, se mi to zdi še kar... Ja, meni so strašne lutke v izložbah. Ja, te strahih. Ja, mislim, ne bi bila rada z njimi noč sama v Ikei zaprta, da me lovijo tam po noč. Halo, kaj tebe jih ne bi bilo strah? Ne. Ne bi se bala teh lutk? V mano, če te zaprejo po noč, se jih ne bi bala lutk. Lucija. Res se ne bi. Da ne laž se, ne bi niti pomislila, da lahko živijo polnoči. Ne. Res ne bi. Pa mene je strah velik stvari, se mi zdi, ampak tega me pa ni. Ok. Ja, ne. Nimam občutka, da bojo živele. Dobar. A imaš ti občutek, da bojo živele? Bi imel gangbang. On je rekel, bi imel pol gangbang. When life gives you lemons. Yeah. Naslednji je. Tega už pa po mojem oganila. Mehanofilija. Mechanophilia se napiše. Kaj si trikrat povedala? Ja, razumem, neki na avte, na mehaniko, avte. Ja. No, tu pa vsi vemo uno zgodbo iz TLS-ja. Ki je imel rdeč avto, ki je z njim seksal in tako. In pol je mislim, da crkno in si je nezga nogo imel novo punco. On je dejansko seksal z avtom. In kako je seksal z avtom? Ja, v Auspuh tudi, pa pod njim se je ulegel. Tako, on je šel čisto spod, pa ne reč, da to nisi gledala. Ne. No, tako čisto spod pod avto se je ulegel in ga tako gor lupčko. In tako se je z njim, in pol, kaj se je zjutraj zbudil, je tako prišel in ga je vzadi tako po ritki pobožal, kao, ne vem, neki. Tako da, ja. Ja, vzburja jih bližina ali dotikanje strojev ali vozil, avtomobili, kolesa, letala. Ok. Motorna vozila me seksualno privlačijo. Še posebej me vzburi oblika vozila, hitrost in barva. Ugotovil sem, da sem mehanofil v srednji šoli, a privlačnost je bila tam že prej. Moram biti blizu motornega vozila, da dosežem orgazem. Vedno je bilo tako. Moja punca ve za mojo mehanofilijo in me nikoli ni sodila. Moj najljubši avto trenutno je McLaren GT 2020. Kjer smešen podatek na koncu, ni tako tako res mora, ne, ful čist. Ja, ok. In kako pa pol to zgleda, ko seksata, recimo, ona dva pol najraž, da v avtu seksata? Ja. Naslednji. Kot mehanofil si pogosto predstavljam, da sem jaz živo vozilo ali da imam odnos z vozilom. Moji glavni interesi so večja vozila, kot so pick-upi, tovornjaki, gradbeni stroji. Wow. Samo moje to ni težko za fantka, da se mu tu razvije. Če so vsi obsedeni s temi motori pa vozili, pa kar skoraj jim pride, ko motor neki navijajo. Veš, Prav. Ok, ne. Dobro. Kaj bi rekla, če bi ti Jan rekel, da mora biti zraven električnega vozila? Ja, olajšala bi si, kupila bi neko električni skiro, pa dala ga tam v poslo. Ja, malo bi bilo treba prilagoditve. Ja. Okay. Moram pa priznati, da mi seks v avtu ni glih najljubša stvar v lifeu. Ne. Ker tako nimaš glih veliko placa. Jaz sem seks v avtu naredila sam za te naredila. Jaz sem to probala sam zato, da sem lahko obklukala tako ček. Ker smo se šli enkrat na šihtu pač je bil tako seznam stvari, kaj si že delal in pa si točke nabiral in sem bila tako, pač dobim enostavno, ne vem, koliko je bilo 5 točk to vredno. In sem splanirala seks v avtu in sem bila tako, ček, I did it. Ne, jaz sem pa večkrat zaradi tega, ker lahko kam, ampak bolje je bilo pa moje z javnostjo povezano, kakor z avtom. Ker lahko kamorkoli greš in seksaš v avtu. Je meni bilo to problem najdati, kje se zdaj parkirati. Po je bilo še enkrat tako,
pač od dvakrat, ko sem je bilo enkrat, tako to sem povedala, mislim, Ne. da enkrat, ki je pol prišel en kmet, ki je bil lastnik une njive, pri kateri smo bili, smo bili, dva so bila, sam jaz ne, smo bila parkirana. Ker to so šla prav tako, so pozavila z ceste na eno neasfaltirano cesto in so se nekaj časa pelala in je bilo nobenega avta nikjer. In pa je bilo pač tako kamnito, je bilo okrog, kamnit zid je bil okrog te njive in pa je bilo tako mal noter, tam, kjer je bil vhod, da si lahko avto parkiral. In pa so tam bila, smo čakali ne 5 minut, če se bo kdo meni pripeljal in se ni in se sprava. Pa še tako so bila parkirana pač rikvrc noter, da je bil pač spreden del avta in gledal direkt na cesto. Ampak pač na cesto, ker nobenega nikjer ni bilo, pa ni bila asfaltirana. In pol je Pa malo kmet bilo se gozda. pripeljal. In pa se je pripeljal, ja, in pa tako vidva ene luči. In so bila tako premini, so bila tako, se ne bo nič zgodila, ne? In potem se je pripeljal zraven in je pač itak pogledal noter, tako od spredi so bila in so tako sedela na njemu, ne? In je pa se pripeljal in sem bila jaz tako, da je hiter pokrime, ker to je bilo tako na morju, so bila, veš, in pa mi tako vrgu čez kao to brisačo in un kmet je šel bar iz avta do naju, pač mogla sem vrata odpreti, sem se tako skrivala in mi je rekel sam, joj, sem mislil, da je kdo, da mu pa kao mu kradejo ali neki, pač mu hodijo tam na nivo, neki nepridipravi in je rekel, da ga je skrbel, da je kdo prišel, ampak da Medtem, ko si ti sedela na tem, ko sem jaz sedela na njemu. In je to rekel, in pa rekel, ampak se vidim, da pač se to ne dogaja zdaj, da to ni ta situacija. In je rekel, vidva kar nadaljujta. In pa je šel stran. Sam se to ne povedal, da lahko nadaljujeva. Lahko bi se odpeljal naprej, videl si, kaj se dogaja, videl si, da ne bo šla ropa tvojega pridelka. tu so čez vrata ste skomunicirali. Ja, ne vem, ne spomnim se, dobro je vrata malo odprl, a je dal šipo malo dol. Po mojem ni mogoče, ker ni bilo kontakta, tako da Okay. po mojem malo vrata v glavnem. Jaz sem bila Groza. tako, aj, zdaj je bilo tega treba. Groza. Tako da, Okay. to je to, ta zgodba. Naprej. Kaj pa to? Klizmafilija. Klizmafilija. Ja, dejno, enkrat bo zihr ta na pesek. Kakšen pesek? Ja, na pesek, fetiš. Nimamo, ne, to pa ga ni. Ni danes. v epizodi. Ne. O, shit, sem mislila, da ne vem. Kako še enkrat? Klizmafilija. Ne vem. Klizma. Ne vem. Ampak sem zdaj že prebrala po nesreči. Jo, kaj gledaš v telefon? Sorry. No, in kaj je? Nek klister neke. Ja. Dejanje ali, pač dajanje ali prejemanje klistirja. In tu jih prav vzburja. Preber ta zgodba, mislim, ta izpoved je kar zanimiva. Okay. Za moškega je najbolj ranljivo mesto na telesu anus. To so vrata v njegovo telo. Klister je preboj te pregrade. Ne le fizično, ampak tudi psihično. Čutim, da zaobide to trdo lupino, ki jo zgradimo okoli sebe. Ko se vedno bolj napolnim, čutim, kako ta tekoči penis vstopa v vsak moj kotiček. Občutek, da bom vsak čas... Sorry. Oprosti, joj, tule pa je neprimerno. Nič kink ne šejmam. Nič kink ne šejmam. Samo smešno mi je bilo to zaporedje besed, tekoči penis. Občutek, da bom vsak čas počil v debelem črevesu, čeprav boleč, je tudi nekaj, kar si globoko želim. Čutim, da se čistim tako fizičnih kot psihičnih odpadkov. Občutek imam, kot da na ta čuden način zanosim in hvaležna sem, da lahko doživim... Hvaležen, mogel bi biti. In hvaležen sem, da lahko doživim vse te čudne občutke. Potem sem pomerjen in srečen. Ok, Ja, zanimivo. razumeš, da je bolj? Ja, tako recimo, ne vem, ko fisting ali pa oni napihljivi vibratorji, ki je tako čist drugač. Ja. Sem da verjetno še malo... Ne vem, kako sploh klister deluje, ne spoznam se na to v resnici. Aha, dajo ti, Ja, dokje pa gre ta voda skozi do gor? ja, načeloma ti cel, Previs je samo debelo. samo debelo, ne? Verjetno čutiš napolnjenost, ja, ali ko. Ja, Bolj kot z dildom ali pa z nečim, ne? Ja, itak, cel debel črevo. Nisem razlika, da bi pol še naprej, ampak ja. To je v glavnem, da še potem, ko se vse to sprazne ven, imaš ta občutek čistosti, ko gre vse, ko se odnese. Fora klistira je, da ti da ves blato ven pred operacijo. Ja. Tako da, naprej. Jaz si prav povečati moram, zato da lahko vse ti črke preberem. Dendrofilija. Dendrav. Na prhljaj. Ne. Ampak, Na kožne celice. ne, Na lase. ne. Na dlake. Ne. Ok. Ni nad tem povezan, čeprav je dendro, a ti veš? Ena, ki jo ne veš, snemajo celo. Privlačijo jih drevesa.
Objemanje, dotikanje, včasih tudi več. Okay. Prosim, če prebereš tole. Za začetek. Že od nekdaj me privlačijo grmi in sobne rastline, ampak ko sem spoznal tega borovca, ki sem ga poimenoval Cheryl, ki je stala tam s svojimi velikimi drznimi vejami, odprtimi na široko, smola je povzela po deblu, ki je bil topel od sonca, se preprosto nisem mogel nadzorovati. Ostre iglice so mi lezle po stegnih, čutil sem topel občutek, smola pa me je dražila pri anusu. Penetracije ni bilo lukenj, zato sem samo tolkel svoj penis ob deblo in lizal smolnate dele z jezikom. Pustil sem na tleh kapljico semena, da jih morebitno drevo popije skozi korenine. Ampak mislim, da v tem ni bilo ljubezni, le strast. Najboljši mi je ta zadnji stavek. Mislim, da ni bilo ljubezni, le strast. To je tako one night stand z drevesom. Jaz, če se vmes začnem tako smejati, mi oprostite, ker ni posmehovanja, ampak je sem res zanimivo, da nekdo tako opisuje drevo. Ko sem spoznal tega borovca, veja mi na široko, smola je povzela po anusu. Tako, to je kar zanimivo. A ne? Ja. No, jaz si to ne predstavljam, recimo. Ker pa imaš drevo ni glih najbolj za seksati. Ja, sej. Ta si kar namatral, mislim. Da je samo to v penis ob deblo. Ja. Shit, ker masakar tudi tako malo. Ja. Ok. Evo, to už pa vedela. Nasofilija. Na nose. Ja. Na velike nose. Ja. Na mehne? Ali na vse nose? Pa ponovadi kar na velike, no. Kakor sem jaz brala, so bili veliki ponovadi. Okay. To se pravi fetišne nosove, vonjave, dotikanje, ne, lizanje. Vonjanje, dotikanje, lizanje nosu, po moje to pomeni. Ja. Ne vem, kaj je to, ampak ko vidim žensko z velikim koničastim izrazitim nosom in velikimi nosnicami, postanem tako prekleto pohoten in začnem razmišljati o tem, kako bi nos izgledal, medtem ko me oralno zadovoljuje. Predstavljam si, kako diha skozi nos, medtem ko to počne, in to se zgodi ob najbolj neprimernih trenutkih, kot na primer par dni nazaj, ko sem v trgovini videl žensko sredi 30-ih z rjavimi lasmi in ogromnim nosom, morda je bila judinja, ampak sem postal tako vzburjen, da sem moral oditi, drugače bi mi verjetno prišlo kar tam v trgovini. Si predstavljaš, da imaš tako močno, da te tako privlači nos, da se prav ne moreš zadržati, polka začneš o tem razmišljati? Ne predstavljam si, kako kam greš pa tako. Težko se mi zdi, da ker si nič hudega šlotec, slediš na avtobusu in pride nekdo z velikim nosom. Halo. Čeprav, ne vem, zakaj me to zdaj na to spomnilo, mogoče sploh ni nobene povezave, ampak glih videla sem en TikTok, ki je ena punca objavila, pa ne vem, je to bilo za jebanci ali kaj, ampak tako, da sta s tipom sedela, coffee date sta imela in se za roke držala in je rekla, koliko mi je cute, ko po vseh teh letih, ko sva skupaj, mi še vse en reče, da mora počakati, preden ostane, zaradi tega, ker sva se sam za roke držala, kao da se mu dvigne že sam, ko sta tako nasproti sedita in se za roke držita. In tako po eni strani cute. A si predstavljaš, da imaš ful velik nos in imaš partnerja, ki ga to ful privlači in on sam tvoj nos pogleda in je že tako trd. Meni je tako hilarious, ampak na cute način. Meni je tako, veš, da tam hodaš in ga tako malo narediš malo stranina, poglej moj nos in pa je on tako, te ne me zdaj tle rajcati. In ti nisi sam nos pokazal. In sploh ne ve, razen videla. Ja, meni se to zdi tako briljantno, v resnici. Tako cute. Ampak ja, dobro. Tega boš tudi vedela, splošing. Tu pa vem, da smo enkrat se že nekaj pogovarjali, ampak tu je ne vem točno zdaj, kva že? Shit. Tako imam v mislih, kot da je nekaj, da se na torto usedeš. Ja, pravo smer veš. In da prdiš na torti. Res prdenje. Se pravi, da sediš na torti in jo z ritjo mažeš. Ja, da hrano peštaš v glavnem s telesom. Še res. To se pravi, vzburja jih občutek hrane na koži ali v oblačilih. Pa ni tu s torto povezano. Je, lahko se na torto usedeš. Ampak pa torto mažeš bolj tako splošen, ki je bolj tako, ki ješ med seksom. Ne, prav hrano na telesu, da je kakor da peckaš s to hrano na celem telesu. Okay. Ja. Slavljenka se je namesto torte odločila, da bo sama torta. Zato smo priskrbeli kup stekleničk glazure, posip, narezano sadje, karamele in vse to prinesli na mizo, pokrito z rjuho, kjer je ležala gola, pripravljena za nas. Začeli smo jo okraševati z bleščečo glazuro, napisali stvari, kot so
to ne bomo zdaj prebrali, ker ni primerno za YouTube. Naredili lepe vzorce z glazuro, jo posipale in potem je bil čas za jesti. Pognali smo se k njej, lizali smo glazuro, grizli njen vrat, notranjo stan stegen in ljudje so se najedli do sitega. Samo od glazur, kjera malca. Honestly? Zdaj si ne predstavljam, ali je bilo tam zdaj tako ful ljudi, ki so tako prišli tu. Jaz si predstavljam, da je manjša družba bila. Jaz ne bi glih tudi tako z ljudmi, ker prijatelji, ampak tu so moje sanje. Tu so moje sanje. Če bi jaz imela partnerja, tu so moje sanje. Pač, da samo najboljš, ne, jaz ne moram sploh. Najboljš, da bi jaz tam ležala in on bi me okrasil kot en suši in pa bi pojedel tu na konci in to bi bilo meni zabavno. Drugače, jaz tudi razumem ta apel. Meni se zdi tudi... Sem ni s hrano povezano tukaj, ker bi bilo z njim povezano pa s tem, da se on naje. Ali s čim točno? Meni bilo pa, veš kaj bilo pa meni? Meni tudi ta del, da se on ne imel vse. Meni bilo sam dober, ko bi se me tako dotikal, veš, tako po vseh možnih delih telesa in bi tako sam malo, veš, ko bi hrano dol jedel, ampak bi obenem še zraven, ne kakor bi me lupčkal, ampak kakor da bi me tako malo hamsal. In ta občutek teh ust, ki niso tako namenjene temu samo moje koži, ampak temu, da nekaj poje zraven, ko bi bilo samo tako neki napoj in bi se mogla reči, ko bi hotela še več, ampak ne vem, to, mene ta tako, aspekt. Se pravi, bolj ta taktilen aspekt. Tako. Aha, ne, mene pa bolj mentalen tega, ker on pač res rab hrano v življenju, ne. Vidiš, kako veš, tako nekako, ker da sem zdaj jaz ta hrana, ampak nisem. Ampak tako, on zdaj, če hoče večerjo, mora tam na meni in pol me okrasi kakor hrano. Veš, ko tako pripravljamo neko tortico, jaz kakor ful rada kuham in se tako ful posvetim, da ta hrana zgleda ful lepo. No, to ne vem. Dobro mi je, kako tako različne ideje tega, kaj bi bilo dobro. Pa tu smo že večkrat ugotovili, da ta splashing meni kar blizu. Ja, to je pa res. Ne zdaj, ne gledaj zdaj v telefon. Naslednji. Ok. Eproktofilija. Eproktofilija? Eproktofilija? Proteza za zobe me spomni to. Ampak zihar ni to. Ne. Ti veš? Boš še kaj ugibala? Proktofilija. Eproktofilija. Pomenim. Vzburja jih von ali zvok prcev. Ok. No, v prejšnji epizodi sem rekla, da sem hotela s chatom neki prevesti. To je to, kar sem hotela s chatom prevesti. In je rekel, pač pa sem na koncu googlam, ker mi ni hotel prevesti, ker je rekel, da je preveč eksplicitno in pa sem rekla, da je pač za podcast, je rekel, no, pa ne rabi toliko eksplicitno, ti bom jaz malo priredil, pa sem rekla, ne, to ni več to. Tako da, zdaj, če vas zanima, kaj je bilo začeti tumač, to je bilo začeti tumač. Ok, eproktofilija. Star sem bil nekje 10 do 12 let, ko se je začelo. Ko sem bil mlajši, sem bil obseden z mamo. Pozno po noči sem bil v spalnici staršev in se obnašal, kot da spim na tleh pred njuno posteljo. Mama se je očetu pritoževala, da se počuti napihnjeno. Mislim, da pred očetom ni toliko prdela in ji je bilo nerodno. Ta pogovor me je nekako vzburil. Glede nečesa sta se strinjala in vstala je iz postelje in stopila pred eno od tistih klimatskih naprav na oknih ter nejevoljno prdnila. Bilo je tako seksi. Nisem zares slišal, ampak nekaj sekund kasneje je oče govoril stvari kot o moj bog, kako smrdi in mislim, da sem takrat dobil erekcijo. Očitno je bila res napihnjena, ker je morala nenehno vstajati iz postelja, da bi prdnila pred klimatsko napravo, ki je bila vklopljena. Mislim, da je mislila, da bo filter, s katerim je bila njena zadnjica popolnoma poravnana, filtriral von, ampak von je bil očitno tako hud, da je oče vprašal, če lahko začne prdeti v kot sobe. Ko je prdnila v kotu, sem jo dejansko bolje videl. Že samo pisanje o tem me vzburja. Pač to je bila drugače še tako taka daljša zgodbica, ki je potem, ker sem jo mogla malo skrajšati, ampak on je potem rekel, da je v vsaki priložnosti, ki je vedel, da je mami napihnjena, tako pač ful pazil, da je čim bolj probo biti za njo, da je pač kakšne te njene prce potem ujel in zavohal. In ja. Ok. Prav. Ja, ne vem, pač jaz ne bi hodila, da ima moj partner fetiš na moje prce. Meni pa to kar ok. Full lover. Res. Ja. Pomisel, da res ful smrdi in da Janu pride zato, ker smrdi.
Je boljš, kot da mu je pa ugabno. A ja, tu imaš prav. A veš, pa sej, Ne, tu imaš pa prav. drugač, jaz sem prav, tako on zelo tolerira to, ker kdaj vam tudi jaz sem napihnjena in ni glih najboljš. In vedno je tako razumevajoč, nima glih fetiša na to, ampak pač hvala Bogu, da pač sva tako, da lahko prneva drug pred drugim, ker da bi mogla jaz to držati v sebi umrla. Itak. In ja, po mojem, iskreno, Okay. po mojem procentualno pri meni večkrat smrti, Okay. In pač v resnici Tako da, je bolj, če bi imel fetiš, kot da Ja. bi sovražil. veš, ko je bilo to dobro. Ne, tu si pa pametno povedala. Ja, ker to je tako res ena stvar, ki jo pač delaš, ko prneš, ne vem, koliko 15krat na dan. Ali res. neko tako, koliko je 17 do 15krat na dan in neko povprečje. In ne moreš se temu izogniti. In pa če še kdaj smrdi, bi bil on tako res vesel, bi bil tako Christmas time za njega. Ja. In če bi Okej, hotel, bi hotel, da res smrdi, sicer res, kadar, a veš, takrat je res ono, kad te boli že vse, ampak jaz točno vem, kaj bi rabila jaz, da bi jaz njemu ugodila. Tako za rojstni dan njegov, klevaš, evo, lej, gremo pojesti eno piksno čičirike, problem rešen, tran. Tako da ja, meni to. To je najbolj enostaven klip za TikTok ever. Ok, super. In zdaj imamo še, a ne, dva imamo še. Za čist zadnjega nimam sploh primera. Žal. Objectum sexual, to tudi veš. Ja, da so mu stvari všeč. Ja. Da so ti všeč stvari, ki niso človek. Kukor AI. Ja, sem to pa zdaj, ne vem, če Kakor je ni kozarc. object, ker A ja. mora biti object. A ja, ne. tako da ga držiš v roki. Pa predmeti, tako. Ok, prav. Naprimer, iFlow stolp, osnovi gospodinski aparat. Okej. Okay. Pred nekaj meseci sem izvedel, kako se imenuje to, kar sem doživljal. Večinoma čutim privlačnost do ljudi, sem gej moški, a vedno me nekaj privlačilo pri glasbilih. Moja ljuba bas kitara Anastazija, ona je res lepa, pogosto sledim njenim linijam z dotikom in jo nežno poljubljam. Mislil sem, da vsi glasbeniki tako ljubijo svoja glasbila kot prvo ljubezen. Očitno to ni tako normalno. Najprej mi je bilo zaradi tega nerodno, sedaj pa sem spoznal ljudi, ki čutijo podobno in se naučil, da to ni nekaj slabega ali čudnega in da tudi drugi čutijo privlačnost do predmetov. Ja, to, ker nimajo oči, je v redu, ne? Sorry. Ne, nisem zaljubljena tako v predmete. Nisem niti v ljudi, ne, tako da, ne vem, jaz sem čutim do predmetov empatijo. Mogoče več, kot navaden človek. Tako žal mi je za predmet, če ga daš na podstrešje. Ali pa da knjigo zažgeš. Ne? Ok. Ja. Ja. Ok. Še zadnja, ko jo imamo tukaj. Fakt, to bi še kdaj ponovila. Se jih je zlika še Kaj da jaz ne vem, pa nič. Pa se jih jaz tudi Veš, kaj sem jaz hotela pripraviti, pa pol nisem imela časa. Huh. Hotela sem tako poiskati neke res najbolj nenavadne in pol pripraviti še svoje, ki so mi najbolj všeč. Tako ne svoje nenavadne, ampak tako nasplošno. Tu, ker bojo oni v komentarju zapisali. Domača naloga. Ja, tu sem hotela narediti, tako da No, lahko sej, tu naslednjič. Če vam je všeč tak stil epizode, pa bi radi še kakšne take zanimive fetiše, da jih komentirava, povejte. Lahko Ja. napišete kakšne fetiše v komentarje, pa tako, sodelujte. a veš. Ok. Stigmatofilija. Mislim, da sem po nesreč prebrala eno besedo iz opisa tega fetiša in sicer tetovaže je pisalo. Je to resnica? Ja, tetovaže, brazgotine ali kakršne koli oznake na koži. Ok. Nisem pa najla nobene izpovedi glede tega. Se mi zdi, pravi, je da to imaš tako- fetiš na kakršne na lepotne pike. Tudi recimo, ja. Ok, Ja. prav. To normalno se mi zdi. Fetiš na tetovaže, to Pa imaš ja. tudi lahko. Se to. Ja. Mi smo občutek, da ima tu veliko ljudi. Ja. Tako, ne? Ja, ampak mogoče ne glih fetiš, ker pač, a ne, fetiš je tako, da res to mora biti. Bolj Kink- preferenca, ne? Ja, king preferenca. Ja. Tako da, dobro. Ok. Meni je bila zabavna epizoda. Kjer je pa tvoj najbolj čuden fetiš, ki ga poznaš? No, čuden. Dajte te besede pozabiti, pač. Nenavaden. Se vemo, kaj mislimo. Ja. Ja, no, kateri? Ki ga poznam. Ja, tako, recimo. Zdaj to je mogoče tako, ker težko vprašanje. Pač, drugač, veš kaj, realno, ko sem prvič slišala za te stvari, ker zdaj se mi je že tako zdivno, čist navadno, to stokrat slišala, bla, 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 ampak tako to na blato. To, po mojem, ko sem prvič za te stvari izvedela, kaj vse se z blatom počne, sem bila po mojem kar precej šokirana. Okay. Zdaj pa, ko to slišim, sem sam tako, ja, poznano. Okay.
Načnoga. Kaj pa tep? Ne vem, zdaj sem se probala spomniti, pa ne vem, če je kakšen tak, ki me res ful šokira. Tako, ko imaš enkrat malo razumevanja, iz česa se razvijajo, pa kaj je v bistvu za fetišem, tako kaj človek hoče, pa kaj dobi od tega, ne? Pol ful lažje, tako malo razumeš. Tako da mi niso zdaj zares ful čudni. Pa plus, dejansko res za čisto vsako stvar obstaja fetiš. Ja, kaj ne? Ko polka enkrat veš, da je za čisto vsako stvar, ko nekaj slišiš, ti je tako, ja, logično, da je to, ker je pač vse Ja, fetiš. ja. Tako da, Ja, ok. ok. Zdaj pa še never have I ever. Si pripravljena? Ja, Smo pripravljeni. Se gre v tem, kjer fetiš imamo. Ja, tudi. Ok. Ok, prva je taka basic. Nikoli nisem seksal z nekom, ki ima fetiš, ki mi ni všeč. Ti boš vedno zmagal. Snemalce dal prst dol. Jaz nisem nikoli imel nobenega, ki bi imel ful nek fetiš v resnici. Shit, ja, jaz sem unka imel fetiš na debele ženske. Ja, zdaj se spomnim, ko mi je cel seks, tu sem že govorila, ko mi je cel seks govoril, oh my god, kako si debela in tu non-stop samo ta stavek se je ponavljal in meni je bilo pa že tako, pa vse je v redu, vse je res v redu, samo, ko lahko še karkoli drugega vmes tle ostaviš, mogoče vsaj enkrat. Tako, to. Tu mi mogoče ni bilo najljubše. Fair enough. Pa še takrat sem imela pobrito glavo. Tako, jaz sem imela takrat, sem bila brez las in je to skobil, kako imaš dobro pač pobrito glavo. Ful, same čudne stvari je spostavil. Ok, next. Tako da, Sara in Snemalec dala prst dol. Nikoli nisem poljubljal ali objemal drevesa. Ja, jaz sem Jaz nisem zagotovila, Ja, jaz sem nekaj narobe, sam nisem, ne. Večkrat sem objemala drevo, ker me je zanimalo, kaj tu ti ljudje, ki objemajo drevesa, skozi govorijo o tem. Pa sem pa enkrat prebrala, da ta drevesa, kao, tu ima vsak neko posebno stvar, ne. Če hočeš, da ti travme iz tebe izvleče, objemaš brezo. Če hočeš pomiritev, objemaš javor. In pol več jaz nisem imela dosti znanja, da bi se kar nekaj tle spuščala v neke stvari, da me ne bo kaj presenetilo. Tako pa sem inela. Jaz sem se spomnila, da sem že objela drevo. Ja, A veš, lipe. ko smo se tako za roke prej, pa smo ga skupaj Ja, objeli. ja. Jaz sem že objela drevo, pa tudi Snemalec. Ja. A si ga tako seksualno ali neseksualno? Jaz sem razsvetljenje. Ja. Ja, sta res do sem. Pa enkrat, ko sem doma začela nekaj hoditi, ali kaj nekaj, da bom jaz zdaj pa hodila, in en dan mi je bilo tako težko, da sem bila jaz tako, kaj pa mi bo v življenju še slabš, če pač probam, ker ljudje pravijo, da pomaga, če objameš drevo. In pol sem ga objela. Res je malo pomagalo. Ok, Ja. evo. Nikoli nisem fantaziral o seksu z lutko ali kipom. Pri tebi že vemo, da je Snemalce že dal prst dol. Ne? Jaz sem prav razmišljala, ko sem to napisala, pa sem tako... Po mojem, da ne. Ne, zares. Ne privlač, ni me, ne. Ok. Nikoli me ni vzburil von Švica. Ja, Ziher. ja. Ja, ziher. Si dal prst dol, a ne? Ja. Ja. Se mi zdi, da včasih sploh ne rabim pogledati, že kaj se začutam. Vsi smo dali prst dol, čudovito. Sej tak Švic ima pač te hormone pa vse to Ja. in če si z nekom kompatibilen, Ja. ti bo njegov Švic, je to eliksir. Ja. Nikoli nisem seksal obut v čevlje s peto. Ali pa ti, da si z eno, ko je imela obute čevlje s peto, razen če si imel tudi ti. Zakaj se do zdaj prst dol, za prvo ali drugo? Za oboje, ne za vas, za drugo. Okay. Ja, Si? jaz sem. Jaz bi, pa nisem še. Pa daj si jih oboje Ja, enkrat. sej bom, sej imam že Sem ti prav. ne mogla, ti bi si mogla z novimi, pa Jaz imam nove ene kupiti, nove, ki jih nisem imela še nikoli če nikjer. bi hotela v posli seksa. Tako imam dobre, tako usnjeni so do tle gor, z tako peto, da sem po moje više od Jana. Oh my god. Ja, Ok. to mi je enkrat en kupil. Ok. Oh, Kupiti jih je zato, da bi jih nosila med seksom. ne, bila sem v Barceloni v Ja. Zari in sem te čevlje probala in sem kako so hudi, pač fak. In pol, kaj je bilo že? Ne vem, nekaj sem tako, joj, škoda pač, ker so ful dragi ali neki na to foro. In pol mi je tako, ne vem, 5 ljudi pisali, da bi mi jih kupili in en mi jih je dejansko pol kupil. Se pravi, ti si dala na Instagram story, ki si rekla, ne bom si kupila čevljev, ko so drage. Ja, in pol sem jih dobila. Okay. Če kdo rab Manifestacija. kakšne, recimo, navodila, kaj narediti, da ljudje kupijo čevlje, smo ga glih kar dobili. In pa sem mu sam poslala, pač poslala sem mu pač video teh čevljev, ki sem jih dobila in je bil ful vesel. In rekel je, da je imel pa fetiš, da je paypik. Ok, ja. Tako da, Super. ja.
Tako da, če Wow. slučajno gledaš to, shout out, une čevlje. Edina problem je pač pri teh čevljih, da ko sem jaz takrat jih probavila, sem vzela tako največjo številko in se mi je zdelo to ful dobro, sam zdaj se mi pa zdi, da je bila lahko ena manjša številka. Pa mislim, da sem jih imel na erotični sejem. Zagotovo gleda in ti bo Sam. zdaj nove kupil. Ja, Ok. ok. Nikoli me nekdo ni privlačil samo zato, ker ima tatuje. Jaz bi na pamet rekla, da sigurno je kdaj kdo bil, ki mi je bil privlačen zaradi tatujev. Samo zato. Ja. Ja, mogoče iz kakšnega filma, Rio iz Good Girls, recimo. Veš? Oh. Kaj si v njega zaljubljena, tako kot jaz? Oh, Ja, po mojem, Alja. God. On, To je bila nekaj časa moja najljubša serija. Jaz sem bila pa ful slaba obsedena z njim. ratala. Jaz sem tako To je bilo prav tako najstniško, to je bilo tako 1 leto nazaj. In jaz sem prvič, odkar sem bila najstnica, doživela to, da sem bila fucking obsedena z nekom na televiziji in sem mogla vse njegove posnetke na YouTubeu pogledati in slike sem si shranjevala, gife v mapo na telefonu. Noro. Ampak sem karakter mi je bil všeč, ker sem šla pol gledati intervju z resnično osebo. Ni to to. Ne. Ne, se to pač. Ampak prav ta kemija med njim in njo, to je bilo to. In pol Pa kaj je ona taka mamica? Ja. Joj, pejte to serijo gledati, če še niste. No, Čakaj, če good, Good Girls. good girls. Mhm. A si gledal to serijo? Najboljš. Mogoče moram jo Pač. še enkrat. Prva Ampak sezona je bila tako In polka ga, tole bo zdaj, sem 1 minuto trajalo, in polka ga ona na koncu, ker ona je njegova šefica, si do konca ti pogledala. Ne, spoilaj mi. Kaj na koncu? Pač zadnje 2 dela, pač veš, ko on skozi hoče njo nadvladati in biti pač, Ja. ker on glavni, ne, ona je na koncu, on na koncu se vda temu, neki se v parku pogovarjata na klopci in mu da tako ona navodilo, kot da bi bilo, ne vem, 10 mesecev kasneje ali nekaj in mu da tako ona navodilo, kaj ne naredi in on reče tako, kot da bi rekel, yes, ma'am, in se vstane in gre. In je tako najbolj možno na svetu. Najboljš. In on je tak tough guy in on je taka mamica, ampak pol ga ona premaga na koncu. Ja. Kaj pa se z možem zgodi? Ne vem, nisem jaz po mojem, sem pozabila, da ima moža. Mislim, da sta ona dva v resnici pol the thing. Res. Fuck. Če si ne data še lupčka takrat, ko mu ona reče to. V glavnem, Dave, tu Bom si poprosim bom pogledala to na TikToku, bom naredila. okay. Spoiler je. Okay. Nikoli nisem seksal v avtu, ker me vozilo še dodatno vzburja. Pa prav vozilo me ne, no. Snemalci od Maja z glavo. Prav vozilo me glih ne. Ja, meni tudi ne. Pač, zdaj razen odvisno, če je tako ful dober avto. Veš, da bi stal tako avto 1 milijon, 2, 3. Takrat pa mogoče, da bi me. The plot thickens. Ja, sem te za ne privlač, za res mašina od avta, ne? Ja, pa si te avto. To, da je tak. Ja, oziroma bogataš te privlač. No, zdaj se pa nehamo vsi v tej sobi in vsi, ki gledate delati, da vas ne bi privlačilo, če ima vaš moški avto, ki je 5 milijonov vreden. Lucija. Je odvisno. Ali ima pač ta avto 5 milijonov na nek kredit, ki pač Ne, more, ne, ima ga. ali ima to preveč denarja, da pač mu je to tako drobiš. Da ima ta avto, To je ti pa ni drugo. boljš, kot da ima tazga, kot da ima golfa. Prosim, dej povej po resnici. Ja, no, ali pa kot da je brez avta, Ja, ti ni dobro, boljš. ja, bi bilo. Če imaš pač nekaj od tega, moraš zbrati. Ja, itek, da je boljš to, kot kar... Ja, pač boljš je, ne? Ni pa nujno. Ja, tako. Ja. Pač tako, v resnici mi je tako vse za avte. Meni tudi. Ampak če bi mi dal tako, da je isti človek, Ja, pač valjda, ja, to brainer. itak. To sploh Okej. ni. No, Oh. me veseli, da smo razjasnili. A zgubila si? Ja, ti si imela 5 prstov, danes pa 4. Medtem, ko te uklenem, pa povej, kje naj jo lahko najdejo. Najdete nas lahko tlala na YouTube kanalu, na Arena TV, na Živo Lucija tukaj, imate skozi neke storije, ki lahko odgovarjate na ankete, potem pa noč. Kva še? Najbolj da nas tle pridejo gledati, ne na YouTube. Ja, absolutno. Ja. Pa še na Na TV-ju Areno, pa ko boste medtem, že ko to. kuhate, dajte na 22, se vas nič ne stane. Hvala, ker ste bili z nami do konca, vsi tisti, ki ste bili. Če si še zmer tukaj, še zmer gledaš, komentiri. Ja, se bojo že itak bojo komentirali. Pa še drevo komentirite. Ja, prav. Ampak tudi fetiš. Ja, En, čuden, en čuden fetiš. nenavaden. Joj, prosim. Veš, ja, Da zberemo čim več, jih pa bomo potem še v tem naredili epizodo, ker ta epizoda je bila meni zabavna. prav. Tako zabavna, zanimiva. Okay. Tudi Jaz, zanimivo je jaz bilo se za samo bojim, pripravljati, da ja. bojo rekli, da smo judži izpadle. Da smo fully izpadle, kot da smo judžale te zgodbe.
Kar si predstavljam, da je mogoče tako izgledalo na najnih obrazih, na mojih predvsem, ker sem jih brala prvič zgodbe. No, ni bilo res tako mišljeno. Ne, ni bilo. Tu bi menda mogel že zdaj vedeti. Če pa kdo zdaj se prvi znajde tukaj, pa ni. Hočem sam predstaviti te različne. Zato sem tudi jaz iskala te zgodbe, ker se mi zdi, da če samo rečemo, to je fetiš na to, na drevesa. Ja. Pač, da se ne razume res. Ful bolj obsojujoče, takoj dobiš v glavi, se mi zdi, ker če tako slišiš dejansko neko zgodbo. In zato so te zgodbe tukaj, da malo približajo te fetiše. Verjamem, ne mislim, da boste zdaj vsi to rekli, zdaj pa razumem, pa sprejmem, ampak mogoče sem tako, da mogoče iz enega drugega zornega kota pogledaš. Ja, recimo jaz imam mogoče splošen fetiš, ampak gledajte, bomo videli. Adijo! Čau!